mikrofon vabim dr. Žigo Zepca. On je raziskovalec na področju molekularne mikrobiologije. Govoril bo o primernosti PCR testov za diagnostiko. PCR testi so testi, pri katerem v bistvu molekularno pomnožujemo dedni material. Tukaj gre za to, da v vsakem ciklu pomnoževanja podvojimo dedni material. Se pravi, ko pravimo dovolj ciklov tega pomnoževanja, lahko dedni material vizualiziramo z različnimi barvili, kot so Cyber ali pa Ethidium bromid, recimo. Takšen test uporabljamo tudi v Sloveniji. To je test, ki je poznan pod imenom Dorsten-Korman test. In jaz bom zdaj povedal par stvari, ki so zelo, zelo slabe pri tem testu. Prva zadeva, kaj je nemogoče pri tem testu, je, da en bazni par začetnega oligonukleotida, ki se uporablja za izvedbo tega testa, se sploh ne ujema z viralno sekvenco virusa SARS-CoV-2. Drugi problem je, da je temperatura prileganja med tema dvema začetnima oligonukleotidoma se razlikuje za več kot 5 stopinj, kar je absolutno nedopustno za vsak test, ki uporablja PCR. Nedopustna zadeva. Tretja zadeva je to, da v Sloveniji uradno uporabljamo 37 ciklov pomnoževanja. Po nekaterih podatkih UKC Ljubljana uporablja celo 40 ali več ciklov pomnoževanja. Kaj to pomeni? Zakaj je to problematično? To je problematično predvsem zato, ker so študije ugotovile, da se po 30 ciklov pomnoževanja iz tistega brisa dejansko ne da izolirati več virusa. Kaj to pomeni v praksi? To v praksi pomeni, da ljudje, ki so bili pozitivni na testu, pa imajo CT vrednost pomnoževanja nižjo od 30, ti ljudje niso kužni. Zakaj pa jaz, pa drugi tudi sploh še govorimo o teh testih? Ni to največji problem, je pa izvor problema. Zakaj je to izvor problema? Izvor problema je to zato, ker je ta test ekstremno slab, se pa uporablja za generiranje vseh statističnih podatkov, ki jih vsak dan gledate po televiziji. To so podatki, število inficiranih, število hospitaliziranih in število umrlih. Test, o katerem govorimo, je bil razvit in objavljen v znanstveni literaturi 21. januarja 2020. 21 dni potem, ko so odkrili prvega bolnika v Wuhanu na Kitajskem. 21 dni za razvoj testa in objavo v znanstveni literaturi. Si predstavljate, koliko časa so imeli ti ljudje. Ta test ima zelo dosti termodinamičnih pomanjkljivosti, ki sem jih omenil prej, se pravi neujemanje začetnih oligonukleotidov, velika razlika v temperaturi prileganja in tudi ogromno ciklov, ki jih moramo narediti, da lahko virus detektiramo. Ampak kljub temu je WHO postavil ta test kot zlati standard detekcije z virusa SARS-CoV-2, ne glede na vse te težave, ki jih ima. In še en večji problem je, da mi ta test uporabljamo skoraj v vseh državah sveta, hkrati pa uporabljamo izvorno obliko tega testa. Kaj pomeni, da kljub temu, da je vsem jasno, da je ta test zelo, zelo pomanjkljiv, se ni nič spremenilo. Še vedno uporabljamo isti test, kar je nedopustno. No in ker sem znanstvenik in ker od naših organov v bistvu dobimo zelo malo informacij, pa še tiste so ponavadi zelo vprašljive, me je zanimalo, koliko od teh testov, ki jih v Sloveniji dejansko naredimo, in so bili pozitivni, ima CT vrednost višjo kot 30. Zato sem podal zahtevo o dostopu o podatkih javnega značaja na NHLZO, ampak žal še teh podatkov nisem dobil. To sem storil lani novembra, no zdaj še jih vedno nimam. Upam, da jih dobim mogoče ta mesec ali pa naslednji mesec, no če jih dobim in bom jih seveda delil z vsemi vami in
vsemi, ki so zainteresirani, da si lahko pogledate, kaj se je dejansko dogajalo, bom pa jih tudi seveda sam analiziral in to pač to analizo predstavil na javnosti. No, ko sem razmišljal, kaj vam naj sploh povem še o teh testih, ne, sem začel tudi študirati, v bistvu, kako je sploh prišlo do tega, ne, kako je prišlo do vsega tega testiranja, zakaj, odkot, ne. In ko sem začel študirati nazaj, ne, kako smo prišli mi v to situacijo, sem ugotovil, da se je to vse zgodilo samo zato, ker so dejansko strokovnjaki začeli trditi, da ta virus se pa lahko prenaša tudi asimptomatsko, se pravi, da ga lahko prenašajo ljudje, ki nimajo bolezenskih znakov. Do korona krize je v bistvu veljalo, da močnejši, ko so simptomi, več je virusa in bolj je oseba kužna. Ampak, ko pa je prišla korona, pa prvič, da več ni tako, ne. Seveda se je tekom tega leta pa pol izkazalo, da dejansko asimptomatski, bom rekel, ljudje, ki imajo virus, pa nimajo bolezenskih znakov, v bistvu niso odločujoč faktor za širjenje tega virusa. Ampak kljub temu mi še naprej testiramo zdrave ljudi, ne. No, zelo zanimivo pa je tudi to, da z tem PCT ukrepom, ne, ki ga izvajamo, ne, pa ne testiramo cepljenih ljudi, ki se lahko okužijo z virusom in ga lahko tudi širijo. No, na tej točki pa sem se odločil tudi, da bom odgovoril na 2-3 vprašanja, ki mi jih ljudje pogosto zastavljajo. No, prvo vprašanje, ki ga pogosto dobim, je, ali lahko Dorsten-Korman qPCR test, to je ta test, o katerem smo govorili, ali lahko ta test razlikuje med različnimi sevi virusa SARS-CoV-2. Odgovor je ne, to ne more, to lahko razlikujemo samo z sekvencirno reakcijo. Drugo vprašanje, kje se nahajajo razlike oziroma mutacije, zaradi katerih se sevi razlikujejo? Odgovor je, večina teh mutacij se nahaja v spike proteinu. Tretje vprašanje, kakšna je razlika med novimi cepivi in cepivi, ki jih poznamo danes, oziroma ki jih imamo proti SARS-CoV-2? Ok, čisto na kratko, se pravi, nova cepiva posedujejo samo informacijo, dedni material RNA ali pa oziroma mRNA oziroma DNA, ki kodira za en protein virusa in to je za spike protein. Naše telo na to lahko ta spike protein proizvede in proti njemu naredi protitelesca in teoretično nas bi lahko to zaščitilo proti spike proteinu. Medtem ko klasična cepiva vsebujejo ali deaktiviran, modificiran ali fragmentiran virus, proti kateremu lahko naše telo razvije protitelesce proti vsem viralnim proteinom. Se pravi, to je razlika. Potem pa sem tudi začel študirati, kaj je pozitivnega v tej krizi, ker zdaj že eno leto smo v bistvu talci te, ne vem, elite, ali ne vem, kaj jim naj rečem sploh, in je v bistvu kar že depresivno stanje v tej naši državi, zato sem probal najti neke stvari, ki pa so pozitivne za sebe in tudi pač, ki jih lahko povem vam, no. In upam, da bomo to vsi tako videli, no. No, prva stvar, ki se mi je zdela zelo pozitivna iz osebnega vidika, je bilo to, da je zdaj res prišel čas, ko smo prisiljeni narediti spremembe, za katere nikoli nismo imeli časa, poguma in motivacije. In to predvsem za sebe lahko govorim, da sem v bistvu zelo srečen, da sem določene stvari lahko spremenil. Druga zadeva pa je to, da je to res čas, v katerem ljudje, naši soljudje, pokažejo svoj pravi obraz. Pokažejo, kdo so, kakšna so njihova moralna in etična prepričanja in kakšni so znotraj, ali so to ljudje, human, ne, ali so to neki roboti. Zato jaz tudi verjamem, da lahko prenehamo testirati zdrave ljudi, da lahko nehamo z vse splošno diskriminacijo, z temi PCT pogoji in da
lahko vsak od nas poskrbi za svoje lastno zdravje. Jaz si želim, da nas čim več pride do tega spoznanja, da to, kar se danes dogaja v naši državi, je enostavno diskriminacija na podlagi medicinskega posega. In mislim, da si vsaka demokratična družba tega ne bi smela dovoliti. Zato apeliram na vse svobodne ljudi, da se združimo, da se povežemo, ne glede na status tega COVID pasporta, in da stopimo skupaj in da ustvarimo svet, ki si ga vsi skupaj želimo, ne samo za nas, ampak tudi za naše otroke in za vse generacije, ki prihajajo. Hvala lepa.